Dober dan vsem skupaj. Dober dan, Karel, tebi. Dober dan, Jana, dober dan vsem. Danes si nas pa sprejel na povsem novi lokaciji, tvoji počitniški lokaciji, ker govorila bova o počitnicah, ki so pred vrati. Ja, ta lokacija, ki je, ne? Tako. Zdaj bi nekdo pomislil, Bog ve, ki je na drugem koncu, ne? To je v bistvu koliko? 300 metrov, 200 metrov. Nismo daleč potovali. Ja, 200 metrov proč. Ta hišica je zgrajena od gozdarjev, gozdarska hišica. In sem se umikam, ne? Ta prostor tihote. Sem se bom umaknil v ta prostor tihote, ko bom končal, kar moram končati. Upam, da ob koncu meseca julija. Takrat si urgentno moram privoščiti odmik. To pa pomeni, da moram zapustiti, čeprav samo za 200 metrov oddaljen dom in se preseliti v tale prostor, kjer ni elektrike in kjer ni možnosti goljufanja, kajti drugače bi tudi telefonskega signala ni, ker je takšen kot. Tu bom odklopil in komaj čakam ta čas, ker se mora moja glava spočiti, ker sem res krepko utrujen. Šum vode, ki ga slišite, pravijo, da najbolj sprošča napetostne vozličke. Kaj bom tu počel? Nič, kar bi bilo potrebno, ne? Nič obveznega. Mislim, da prve dni niti sploh ne bom bral, ker imam glavo res preutrujeno od vsega. In si ne želim nalagati še nekih novih vsebin, ampak bom preprosto poslušal šum vode, gledal nebo, opazoval to zelenje in počel nič. To potrebujem, ker za mano je eno zelo naporno obdobje in počitek je potreben. Ampak verjamem, da ne samo zame, verjamem tudi, da za tebe. Ne? Sam si ne privoščim nekih počitnic, ne vem kje, za neke nove vtise, ampak grem preprosto tja, kjer lahko pustim misel na pašo, ne? Da se ne počne nič in da se res spočijem. Ne? Ker se spomnim, ko sem hodil za starši na počitnice, ne? Potem smo potrebovali ponavadi par dni, en teden, da smo prišli nazaj k sebi in res takih počitnic ne želim privoščiti več, ker se moram res spočiti. Ne? Za novo doživetja, to je čas, pravzaprav, ki nosi po svojo nek napor, ker spremaš nove vtise, ker potrebuješ 3 dni, ne? Da se sploh aklimatiziraš na nov prostor, počivati začneš v novem obnebju šele po 6 dneh, takrat pa smo malo že končali počitnice, tu pa lahko takoj odklopim in to je razkošje Slovenije, ne? Da si vsak lahko privošči res počitek, odklop, počitnice. To je po moji meri. Ne bom rekel, da naj vsi to počnejo, ampak glede, sam sem prenapred, par mesecev nazaj sem imel pokazatelj resni zdravstveni opomin, izguba zavesti in pa še marsikaj, kar pač ni ugodno in ne, odklop. Ampak pomembno je, da pa greš od doma, da se premakneš nekaj metrov stran, da spremeniš okolje. Ja, ker jaz bi goljufal. Ker seveda, zdaj pa bom naredil to, kar nisem mogel do zdaj, sej to pa ni več tak naporno. Ne, to je goljufanje. Ne? In bi dejansko v tistem počitniškem času postoril tisto, kar med letom nisem zmogel. Ne? Nočem več goljufati, ker ne bi rada me drugič možganska kap, ker predznaki so bili. In sej, če ne bi bili, bi verjetno letos mogoče tudi kaj pogoljufal, tako pa bom odklopil, moram odklopiti. Ne? In priporočam vsakemu odklop. Ne? Čisto preprosto, gledajte, v Sloveniji je toliko teh potokov. Ko gledam, tu vsi drvijo v Logarsko dolino. Hvala Bogu, vsi včasih rečem. Na poti v Logarsko dolino je pa na desetine dolinic, ki imajo čisti mir, čisto blaženost. In tam greš enemu kmetu pa rečeš, lahko tule postavimo šotorček in bo ti pusto. In boš poslušal šum vode in otroci bo igrali po svoje, odkrili bojo toliko hroščkov,
toliko zanimivosti, toliko bogatstva, ti boš pa odklopil pamet in ne bo nič nujno. Ne. Vedno več je pregorelih ljudi, ne. Vedno več je ljudi z občutkom tesnobe, vedno več je ljudi, ki kar naprej mislijo, si tudi moramo pripraviti neke fantastične počitnice. Ne. Tudi mi, ko sem bil otrok, starša sta vlagala v te počitnice velika pričakovanja in pa sta se prve 3 dni kregala. Ne, zakaj? Ker je vse bilo v prenapetosti. Odklopi. Počitnice je počitek, je odklop. To ni novo odkrivanje ne vem česa. Ne, odklop. Mogoče za mlajše še ne, ker imajo veliko življenjske energije. Mi, ta sivi, pa si privoščimo takole gozdarsko hišico in zreš. In ni nič posebnega. In je prav to tista največja posebnost v letu, ker mora biti kar naprej nekaj. In tako se tudi midva poslavljava z teh naših rednih ponedeljkovih srečevanj, ampak 2-krat se bova še javila. Enkrat v juliju, enkrat v avgustu, da te malo pobaramo, kako je bilo na počitnicah. Ja, mogoče takrat prav z te lokacije. Ne? Tako? Mogoče bo ravno čas začenjena počitnic. Ne? Ja, dobro je preveriti, ne? Ali nisem samo govoril o počitku, pa zopet nisem imel tistega spoštovanja, da bi počitek uresničil. Bili so veliki, fantastični načrti, pa sem sebe zopet pohodil, šel preko sebe, da sem vsem drugim ustregel in me bo zato ustavilo ali pregorelost, ne, kot je mene parkrat v življenju, ali še kaj težjega. Ne, moramo se sami ustaviti, preden nas psiha in če še to ne poslušamo, telo zaustaviti. Ne. Ker potem je tisti počitek ni samo 14 dni, ampak je ponovadi kar par mesecev. In ker smo mi delavni, pridni ljudje, imamo ponovadi še takrat slab občutek. Slabo je, če se zdaj ne spoštujemo in ne odklopimo. Ne. Mi se moramo spoštovati. Jaz sem tudi mislil, jaz sej delam za Boga, bo Bog naredil čudeže, pa ne rabim toliko počitka. Nič ni. Bog je dal neke zakonitosti v stvarstvu, ne. In meni je možganska kap, ja. Zaradi stresa so rekli, ne. Ni Bog delal čudeže, ne. Bog zaradi mene ne bo delal. Je dal zakonitosti in rekel, enkrat na teden se vstal, enkrat na mesec kak praznik šel vmes in enkrat na leto, en paket dni, da se dol usedeš, pa da se imaš fajn, pa da odklopiš. To vam privoščim. In to vam želimo, tako da lepe počitnice. Lepe počitnice, srečno.